Z mano v studiu je Neža, ki nam bo povedala več o novih ukrepih. Živijo, Neža, do kdaj bo torej trajalo šolanje nadaljavo? Zdravo. Šolanje nadaljavo je predvideno le naslednji teden, potem pa so tu počitnice in približno sredi počitnice bodo politiki v skladu s tem, koliko ljudi bo takrat okuženih z novim koronavirusom, odločili, ali se bo pouk preselil nazaj v šolske klopi ali ne. Kako pa bo z interesnimi dejavnostmi oziroma s krožki? Dejavnosti, ki so sicer organizirane v šoli, naslednji teden odpadejo. Vsi, ki trenirate v kakšnem športnem klubu in ste člani ali pa mlajši člani, pa boste kljub novim ukrepom lahko imeli treninge in tekme. Vendar pa ne smejo biti v šolskih telovadnicah. V nekaterih delih države veljajo strožji ukrepi kot drugje. Tako je. Sicer bo pouk naslednji teden povsod organiziran nadaljavo, a so nasplošno ukrepi strožji v tistih delih Slovenije, torej v tistih regijah, ki so obarvane rdeče. To pomeni, da je tam okuženih 140 oseb med 100 tisoč prebivalci, najmanj 140. Tam moramo tudi že danes nositi maske, tudi zunaj, ne smemo se več družiti, zaprli so kinodvorane in gledališča ter odpovedali dogodke. Prepovedani so tudi verski obredi, denimo maše. Od jutri naprej pa bodo zaprta tudi gostišča. No, tudi jaz sem doma v rdeči regiji, a to pomeni, da grem lahko tam v oranžno, kjer se še vrtijo filmi v kinu? Žal ne. Če smo doma znotraj rdeče regije, moramo tudi ostati znotraj svoje regije, razen če je kaj nujnega. Recimo, ti in jaz sva lahko danes šli v službo iz svoje rdeče regije, ker je to ena od izjem. In tudi vi lahko greste iz svoje regije, če na primer trenirate v klubu ali imate tekmo. Kako pa bo med počitnicami? Če ste z družino že včeraj ali pa predtem rezervirali počitnice, boste lahko na počitnice šli tudi iz rdečega območja. Prav tako boste lahko 1. novembra šli na pokopališča. A bolj boste varni, če tega ne boste naredili. V rdečih regijah tudi že zapirajo številne športne objekte, tudi bazene. Hvala, Neža. Če vas zanima še kaj, nam pišite na Infodromov profil na Instagramu.